Prinesi mi rože, ki divje cvetijo, odpelji me v goro, kjer škrati živijo. Pokaži mi zvezdo z mojim imenom, zloži mi pesem z bizarnim refrenom. Povabi me včasih v kraje neznane, mi zjutraj pod okno pripelji cigane. Povej mi o sanjah, če tudi so grešne, zaupaj mi želje, če tudi so smešne. Napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Poljubi me nežno, ko drugi hitijo. Povabi me v mesto, ko drugi še spijo. Usoda je živa in mrtvi junaki naj še hrepenijo. Postaje in vlaki, napravi to zmeraj, ne bodi kot drugi. Ljubezen ni reka, ki teče po strugi. Napravi to zopet, ne hodi po poti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Saj sreča ni nekaj, kar pride naproti. Hvala lepa. Dober dan, to je bila Mateja Bobek, kako suvereno, pa sproščeno, pa taka pogumna otvoritev je bila to, ne? Brez glasbe, pa tule ena publika, ki se ne pozna med sabo, pa vsi smo jo tako malo izpod čela gledali, kaj bo zdaj povedala kaj, a bo zapela kaj, ampak tole je bila ena lepših oblik komunikacije. Mateja, hvala. Cenjene gostje, spoštovani gosti, drage govorke in govorci, dober dan, tretje leto zapored, ustavi se, letos povej in prisluhni. Jaz predlagam, da to naredimo čisto sproščeno, prav? Da nismo zdaj samo mi tukaj tisti glinasti golobje, ne, ki malo mi vas gledamo, pa vi nas. Če boste imeli kakršnakoli vprašanja, komunikacija je vedno najlepša, če je dvosmerna. Ampak za začetek pa jaz mislim, da si čisto poseben aplavz zaslužita tisti dve, ki sta pravzaprav glavni organizatorki in pobudnici akcije Ustavi se, torej Ustavi se letos tretjič, to sta Anja Vogrič in Andreja Verovšek. Zdaj, zanima nas vse, ne? Kaj se je dogajalo zadnje dneve, pa odkot ideja za ta podnaslov akcije, pa kako jo je bilo delati pa izpeljati že tretjič zapored, pa kaj se skriva v ozadju, skratka vsega po malem. Lepo pozdravljeni še z najine strani. Akcija Ustavi se opozarja oziroma poudarja ravnovesje. Ravnovesje med delom in počitkom, ravnovesje med dobro hrano in zdravo hrano, ravnovesje med gibanjem in da si vzamemo čas za regeneracijo. In iščemo ves čas ta balans. In če smo se pred parimi leti spraševali, kam gre ta hiter tempo življenja,
kakšne so njegove posledice, kaj nas žene, da presegamo vse svoje meje, da se ne znamo ustaviti in da pozabljamo nase. Potem smo zdaj naslednje 2 leti iskali, kaj so vzroki, da to počnemo in kako temu narediti konec. In letos smo prišli do te teme, ki je že Polona lepo napovedala, komunikacije. In morda samo naš nasvet oziroma moj nasvet, ustavi se in prisluhni. No, zdaj bom pa še jaz. No, jaz sem tista, ki več govorim, Andreja je bila tista, ki prisluhne, jaz sem tista, ki več govori, ne? Tako da skozi 3-mesečno akcijo se bom bolj učila prisluhniti. Se pravi, 2 leti nazaj smo začeli, prvo leto smo govorili o izgorelosti, vseh vzrokih, posledicah in slišali ogromno zgodb, ki so nam lahko vsem v pomnik. Potem smo pa naprej razmišljali za naslednje leto, kaj bi bila tista osrednja tematika, in smo brainstormali in razmišljali, kaj nas prižene do tega. In sem potem jaz kar dosti sebe izhajala, pa pol prepričevala ljudi okrog sebe, da zato izgorim, ker želim ugajati drugim. Želim ugajati drugim in ker se bojim. Bojim se, da ne bom dovolj uspešna, dovolj lepa, dovolj ljubljena, in iz tega smo potem razbrali, da je tematika strah oziroma bojim se tista, katero moramo publiko nagovarjati naslednje leto. Vse skupaj smo analizirali preko tudi naše forumske platforme, veste, da imamo toliko in toliko forumov, toliko in toliko strokovnjakov, ljudi piše gor. In ko smo dali search besedo strah me je, bojim se, smo dobili preko 400 strani debat tem ljudeh, ki se o nečem bojijo in jih je nečesa strah. Tako da lansko leto smo ljudi nagovarjali, naj premagajo strah. Smo imeli slogan, ustavi se in premagaj strah. No, zdaj se učimo premagovati strah, oziroma nekateri smo kar veliko strahov že premagali in smo se pa odločili, da bomo pa povedali, kaj nas je strah, kaj nam leži na duši, kako se v danem trenutku počutimo, in hkrati bomo tudi prisluhnili sočloveku, ki bo povedal nam lahko iskreno, mi bomo sprejeli in želeli slišati, kaj nam nekdo želi sporočiti, povedati. Se pravi, zdaj gremo to dvosmernost, ne? Eni bomo povedali in hkrati poslušali. Zato je letos kampanja 2 slogana ima, ustavi se in povej in ustavi se in prisluhni. Tako da jaz sem nad vse ponosna in hvaležna vsem ambasadorjem, ki so danes za okroglo mizo, vsem govorcem okrogle mize. Nekateri nas spremljajo že vsa 3 leta, drugi se nam pridržujejo, druge povabimo vsako leto znova, ampak vsi ostajamo. Ne, noben ne reče, zdaj pa ne želim več biti, in to je nama, bom še v tvojem imenu govorila, v res veliko zadovoljstvo. Ravno tako poslovni partnerji. Prvo leto so nas podprli, veliko nas podpira jih še letos, nekateri so šli stran, drugi so prišli, nekateri so se združili, moram povedati, 2 trgovca imamo in oba podpirata projekt, ki verjameta v delati dobro. Vsi ostali partnerji nam pomagajo širiti glas naprej. Obljubljamo, da bomo z vsakim partnerjem posebej zelo glasni letos, cele 3 leta tudi na terenu, z vsakim se svojo zgodbo. Tako da vse nas skupaj čaka 3 mesece zelo lepega, uspešnega in zanimivega dogajanja. Bo še kaj povedala, ali sem bila predolga? Krasno, hvala. Če je zanimivo v komunikaciji, ni nikoli predolgo, ne? Potem človek z veseljem posluša. In prepričana sem, da bo tudi v naslednjih minutah tako. Naj vam predstavim najprej goste za današnjo pod narekovaji okroglo mizo. Matic Munc, psiholog, predavatelj, pisatelj in bloger, strokovnjak za odnose in komunikacijo znotraj družine, predvsem med sorojenci ter med starši in otroki. Matic, čisto na kratko, če bi ti nekdo, ko si bil star tam 6, 7, 8 let, rekel, da boš to delal in da te bodo nekoč nekje predstavili na tak način, kaj bi ti odgovoril? Da nekdo nima pojma.
Jaz sem bil izjemno asocialno bitje v osnovni šoli, nisem se hotel družiti, kaj šele govoriti kjerkoli, tako da to so bili vedno izzivi. Ampak pa greš pa v, ne vem, dramski krožek, pa začneš, pa enkrat celo greš na faks študirati, pa evo pa smo zdaj tukaj, tako da ne bi verjel, bi rekel, da se hecaš, no. Koliko vas je tu takih, ki bi zase rekli, da ste introverti? Prosim, dvignite roke. Nekje polovica, manj kot polovica v bistvu, ne? Aha, še tam zadaj, ja, vidimo te. A ja, introvertirance dvignemo tak, ne? Saj nekje pol je tudi v svetu ta statistika. Eva Kovač je danes tukaj psihologinja, ki nam bo približala odnose in dinamiko znotraj delovnih okolij. In zdaj ta del, ki je meni najbolj zanimiv, povedala nam bo, kako ta dinamika iz delovnega okolja potem posledično vpliva na osebno in na družinsko življenje. Eva, morda čisto na kratko, ko prideš domov iz službe, a kdaj sama sebe analiziraš to pogledno? Živjo. Nažalost ni obleke, da bi si jo lahko v službi slekla, pa doma novo oblekla, pa rekla, ok, to sem pustila tam, tako da včasih se zalotam, ja, da prinesem in kakšne skrbi in kakšne konflikte sabo, ampak še na srečo, no, da smo tudi malo trenirani, psihologi pa vedenjsko-kognitivni terapevti, da si mislim, ok, a je zdaj še to, kje so meje, tako da jih je kar malo težko včasih držati, se pa da, predvsem pa s treningom, no. Ja, včasih pa tudi moram priznati, jaz ne, se smo vsi krvavi pod kožo, da kakšno stvar domov prinesem, pa tudi tak kdaj vpliva, ali na partnerja, na starše, ali pa tudi na kužka kdaj. Pa kmalu bo najbrž še na koga, ne? S tem bomo začeli. Dr. Sašo Rebolj, dober dan, zdravnik družinske medicine, direktor zdravstvenega doma iz Kamnika in dr. Rebolj ima izkušnje, kako se vzpostavlja odnos med bolnikom in zdravnikom, pa tudi o tem, kako pravzaprav sporočati slabe novice in pri tem ohraniti svoj notranji mir. Koliko pa je to dejansko v praksi izvedljivo, če se recimo zgodi znotraj delovnega časa neka težka situacija, a res pride z leti, je človek tako trden, da lahko odrežeš, pa postaviš mejo, pa rečeš, to je bilo tam, zdaj gre pa domov en drug Sašo. To je precej odvisno človeka. Jaz sem v osnovi izhajam iz nujne medicinske pomoči, ker je teh situacij razmeroma veliko. Nekako enim uspe, meni k sreči uspeva nekako to odklopiti, da ko pridem domov, nekako skoraj da pozabim, kaj se je zgodilo tisti dan, zelo težko vrstim neke slabe dogodke, bilo to danes, je bilo to predvčerajšnjim. Komu pa ne uspe, te pa kakšna situacija sigurno ostane nekako za tabo in moraš nekako predelati, probaš pa nekako usmeriti tiste svoje misli bolj o tem, kaj si ti naredil najboljše za nekoga, zdaj če ne govorimo o pogovoru s pacienti, ali so pri tebi kakšne rezerve, se pravi, da se bolj tak tehnični vidik svojega dela spustiš. Če smo pa prej omenjali sporočanje slabe novice, je pa to vedno nek stres, to pa ni nikoli nekaj, ki te pusti čist hladnega, da bi to čisto rutinsko počel, tako da tukaj pa vedno za sabo potegne precej enega čustvenega stresa in doživljanja. A imate slovenski zdravniki kakšno pomoč, psihoterapije, supervizije, karkoli, s čimer vam olajšajo delo na tem področju? Ne, rutinsko ne, tudi praviloma ne, za razliko od ostalih recimo intervencijskih služb, ki jim marsikdaj to je na voljo, pri nas je pač to neka, moraš predelati sam sabo ali pa pač na nekih svojimi kolegi po intervencijah, naprimer. Hvala za enkrat. In četrta v vrsti, Jasna Knez, ambasadorka, prav tako kot vsi ostali, projekta Ustavi.se, sicer pa Jungian coaching trener in Jungian coaching supervizorka. In Jasna je tista, ki ima pri svojem delu veliko izkušenj seveda s komunikacijo, ne? Danes, Jasna, se bova midve bolj osredotočali na, po mojem mnenju, najbolj pomembno obliko komunikacije, to je tista, ki jo vsi sami sabo vodimo v svoji glavi. Ampak zdaj bom v tem prvem sklopu tudi tebi zastavila to vprašanje, ki sem ga že Maticu, če bi ti kdo pri 6, 7 ali 8 rekel, da boš, čakaj, moram prav prebrati. Jungian coaching trenerka in Jungian coaching supervizorka,
A misliš, da bi se smejala? Ja, res. Koliko je sicer pomembna ta komunikacija, kako jo ti doživljaš, torej ta, ki jo imaš sama s sabo v svoji glavi, recimo od prvega momenta zjutraj, ko se zbudiš, kakšna je moč te komunikacije, da je posledično dober tudi dan? Ja, jaz sem prepričana, ne, da če človek ne zna sebe slišati pa sabo komunicirati, pol pravzaprav nima kaj početi na tem planetu. Tako se malo brutalno sliši, ampak ta naš notranji glas je konstantno z nami, a ne, in ne gre nikamor. Zelo je pa pomembno, če ga znamo slišati, pa na nek način skladno s tem ravnati, zaradi tega, da lahko preprečimo zase morebitne neke negativne posledice, kar se mi pa danes zdi itak nujno, ker živimo tako kot eni roboti. Tako, ne vem, včasih, ko opazujem, recimo, kako se vrti vse hitro, kakšni smo, a ne, ko gremo v trgovino, po kruh, ali pa kakšni smo, ko, ne vem, imamo še v glavi to, kaj vse treba narediti. Recimo, meni se tudi konstantno to pojavlja, kaj vse še nisem naredila, kaj vse še moram narediti. Ampak nekako sem se tudi naučila, da si znam reči ta stop, pa kar vse, pustim. Pa se ne oglasim na telefon, pa si vzamem ta svoj res ustavi se, ker gre mojemu možu zelo na živce, ampak se mi zdi, da je zame to prav. Hvala lepa. Zdaj pa prvi uradni del tega pogovora, ne? Čeprav smo se že ogreli pa razgovorili. Matic, jaz sem se danes peljala v Ljubljano in sem vedela, da bova midva začela ta pogovor in sem zelo razmišljala, ker tvoje področje dela je pravzaprav zelo široko in tudi tistim, ki smo starši, izredno pomembno, ne? In zdaj ti bom zastavila vprašanje, ki ga po mojem ne boš slišal rad, ker je čist preveč splošno. Kako naj se starši pogovarjamo s svojim otrokom, takrat, ko pride, bom rekla, do nekega spora, konflikta, ki bi ga na lestvici od 0 do 10 označili s 5? Dobro, ni toliko splošno, je v redu vprašanje za štart. Upam, da tudi koga od vas to zanima, da ste za to prišli. Mislim, jaz zelo se izogibam na svetom v smislu tega narediti to in ono. Ne. Se bom pa potrudil, kaj je tisto. Jaz mislim, da je pri nas, ko se pogovarjam s starši, predvsem zelo malo iskrene pa direktne komunikacije. Se pravi, da bi povedali točno tisto, kar nam leži na duši. Tudi kako se glede nečesa počutimo. Se pravi, ti si rekla, recimo, stres level je nekje na 5, se pravi, ni urgenca, ampak je bilo nekaj, kar je vznemirilo, nekaj, kar je bilo. Se pravi, zdaj to povedati direktno, pogumno, neposredno, iskreno, kako je pri nas kar problem. Zavijamo v celofan in gremo, tako da, to bi bil recimo lahko, ne, nek nasvet, ne. Seveda je tudi to res, da meni je všečno, ki je Jasna ravno rekla to, ta robotizacija je ratala problematična v smislu tega, da zelo veliko komunikacije teče preko raznih sredstev. Se pravi, da se potem preko SMS-jev, preko chatov, preko e-asistenta recimo, ne, ki je tudi eno hudičevo delo, ne, kdo se je to zmislil, ne. Skratka, zelo veliko potuje, to ni informacija predana, ne. Človeška komunikacija vključuje to, da jaz vidim človeka. Se pravi, kako reagira, kako je videti. In seveda to isto velja za otroka. Biti z njim v stiku zraven, to ne pomeni, ne, da pade SMS, ne. O tem se bova doma pogovorila ali pa se že začnemo meniti, ampak je treba si vzeti čas. Predvsem pa iz sebe je tven, ne z nekimi pričakovanji, kaj bi to naj bilo, ampak ne vem sicer, kaj si imela v mislih. Ne. Recimo, ne, v šoli se nekaj zgodi, zbijata se. Ne. Moj tamal se je zbol z sosedovim tamalim. In to pač pade informacija, Miha je udaril Toneta in pogovorite se z njim doma, ne, da ne bo tega počel. A bomo zdaj takoj štartali na to, ne počni tega, skati v neko represijo, ni fajn, ampak ali pa bomo najprej sebe poslušali tudi, ne, kako je nam to in seveda šli v odkrivanje zgodbe, pravzaprav kaj se je zgodilo, kaj je fora, ne, kaj je zdaj tisto. Ne. Tukaj vidim, da je zelo malo potrpežljivosti, ne, tako da ravno v tem mi je res všeč ime, ne vzamemo si časa za to. Ne. Taka zgodba lahko traja uro pa pol, ne. Ampak je treba se usesti pa začeti počasi čebulo lupati. Kaj je bilo, kako sem se jaz pri tem počutil, kaj si pa ti, s tem, da mularija
večinoma sicer res, ne, se imate izkušnje s otroci, ne, dosti dajo pol se klasičen odgovor, ne vem, ne, ali pa kar neki. Nič hudega, ne, sej tudi mi sami ne vemo zase, če bomo nas vprašali kaj neki, bomo tudi dostikrat avtomatično odgovorili, ne vem, nekaj je bilo. Ampak s potrpežljivostjo za tem ne vem, ali pa kar neki se ogromen stvari skriva, samo moraš imeti pogum iti tja raziskovati, ne, ker ta ne vem je tako, je izgovor, ne, tako da seveda pa to bi bilo pa na tvoje vprašanje zelo fino, no, da ta komunikacija ne laufa samo takrat, ko pridejo pet, ampak da je to pač neka dnevna rutina, ne. Se pravi, sploh to jaz opažam, da je izjemno malo pogovora, izjemno malo, tako strašljivo malo, razen dve temi sta zelo popularni, šola pa doma pospravljati. Ker noben mulc ne bo kandidiral za to, da bi se hotel o tem pogovarjati. Ampak starši zelo radi imajo te dve temi, ki sta moreči. Jaz tudi ne vem, kako bi tle komunikacija se razvila, ne? Če ti meni rečeš, trojko si dobil v šoli, ne vidim, kam ne zdaj pelem zgodbo naprej. Ja, itak si izvedla, tako da ne? A se boš več učil? Je valjda bom rekel ja. Tako da to je ukazovanje, to je, ne? Zdaj pospravno tretje pa tudi taka, je toliko banalna ta domača logistika. Mislim, da se imamo veliko bolj pomembnih stvari za pogovoriti, kot pa to je posoda pospravljena ali pa v sobi, ne vem, gate so tam. Mislim, ja, je verjetno zelo pomembno, ampak ni pa življenjsko. No. O teh težkih temah pa ni poguma. Enostavno ni poguma. Včasih se nam zdi, ne, kot da bomo otroka obremenili, če bomo načeli neko debato ali pa se z njim pogovarjali, se slišimo, ne, tudi brez mikrofona, ali pa se z njim pogovarjali o nekih težkih temah, ampak po mojem lahko otroka obremeniš in s tem, da nekaj poveš in s tem, da nečesa ne poveš. Ne. To še imaš zame. Ja. Jaz mislim, da jih izjemno podcenjujemo, ne, v tem, da kakor da ne opažajo sveta okoli sebe. Ni dobro? Boš to? Aha, ja, tehniki so rekli. Ne, mislim, da jih tako izjemno podcenjujemo. Otroci zelo dobro opazujejo svet okoli sebe in imajo svoja stališča. Ne, tako da ravno danes zjutraj na kavi smo imeli pač sicer elektronsko debato o tem, ne, ampak ja, en del, bom rekel, slovenske populacije je prepričan o tem, da je treba težke teme prihraniti nekje tam za 18 let. Ne. Ok, potem nekateri so rekli mogoče pri 15. Ne. Se pogovarjamo o teh letih, da, ampak na primeren način, ko ni nikoli prezgodaj, na primeren način, ravno zato, ker vedo in ko jim tega, v bistvu, ko jim to prikrijejo, bodo še vedno se o tem med sabo pogovarjali in bodo še vedno imeli o tem stališča, strani naših odraslih pa ni prišla ena trezna informacija. Ne, danes sem prišel, sem razmišljal, recimo, kaj tak, rekla, recimo, ne vem, preselili se bomo. Recimo, družina se bo preselila. To je sigurno ena taka debata, ki je v družinskem krogu, se ne da bodo otroci zdaj ukazovali, kje boste vi živeli, ne? Pa kupili bomo, ne vem, bajto tam pa za $500,000. Tega verjetno ne. Ampak to, da imajo pa participacijo pri tem, ne, kaj pomeni za njih to, da bomo zapustili. Ne pa, da se recimo to prikriva, dostikrat, ko hočeš jo reveži, ne, bomo pa itak, zdaj čez počitnice se bomo pa na hitro preselili, ker ni šole, je to velik šok. Ne? Zakaj ne bi bila to debata? Ali pa tudi, ker smo pred poletjem, recimo, kam bi šli na počitnice, pa kaj bi tam počeli. Ne? Se pravi, ja, sej odrasli verjetno dajete finančne sredstva, ampak ima ta mala nek glas za to, ne? A gremo spet, ko že 15 let na Hvar, v isto ono hišco, ko že hodimo, kaj pa če je kakšna nova ideja, ali pa bi nekaj drugega recimo počeli, ne? Pa to niso težke teme, to pa so, Madonna, to so pa tako lahke teme. Kaj pa pol res une težje neke življenjske, jaz se pač večinoma ukvarjam z mojimi mulci, so samomorilni in samopoškodbeni, z motnjami hranjenja, zasvojeni, ki niso ratali od danes na jutr. Ampak je to se vleče se pač, pa ne dajem težo samo na družino, ne? Ampak v celem tem svetu, v katerem živimo, seveda tudi v družini, pa v celi družbi, ampak veste, mulci ratajo družabna bitja v trenutku, ko stopijo v vrtec. Začnejo imeti interakcije. Zdaj so stari 4 leta, 3, nekateri manj. Ne? Tako da je pa edino ena past, pa bom tle končal, je pa seveda v tem, da pa nekdo jih pa izkorišča kot neke vrste koš za odpadke svojih težav. Ne? To pa je potem res prenašanje. Tako da, kje je ta meja med tem, ne? Kaj je tisto, ne? Recimo, ti si dobila to vprašanje, ne, če bi zdaj nek starš, ne vem, svojim otrokom parlamentiral na dolgo, kaj doživlja v službi, v enih odnosih, pa kaj mu šef dela, ne,
to ni primerno, to moraš res rešiti na drug način. Ne. Tako da sta dve skrajnosti, nič ali pa zelo se pravi nek tak skafander zavijati in seveda žal imamo nekatere, ki pa prekomerno obremenjujejo z vsem, kjer so pravzaprav otroci pol neki nadomestni partnerji, ne, kjer verjetno pol nekaj tudi v partnerstvu ne špila in potem, ker nimaš sogovornika, potem obremeniš za pa pretežko temo ali pa preveč osebno, ki jo pa mlad človek pa sploh ni sposoben reševati, ker nima kapacitete, ne razume niti. Ne. Tako da tle vmes, v tej neki srednji poti bi se bilo fino loviti. No. Hvala lepa. Ja, bom imela mikrofon. Eva pa dosti dela s podjetji in zdaj ljudje načeloma preživimo vsaj 8 ur časa dnevno v firmi, v kateri delamo. To je 40 ur tedensko, to je koliko 160 ur mesečno, to je pravzaprav pol našega življenja in fajn bi bilo, da bi se fajn imeli, ne? Ta fajn med pogosto pride iz komunikacije, največkrat, ne? Kako kaj komuniciramo po tvojih izkušnjah v slovenskih podjetjih in kdo je tisti, ki lahko najbolj pozitivno vpliva na klimo v podjetju in na komunikacijo samo? Absolutno je komunikacija temelj odnosa in ko spremljamo statistiko, vidimo, da v bistvu statistika glih ni na strani dobrih odnosov v slovenskih podjetjih. Nekje po statistiki naj bi celo vsak tretji šel v službo s cmokom v grlu zaradi slabih odnosov. Ne? In ta del se zdi meni izjemno žalosten, ker konec koncev se lahko ene komunikacije odnosov naučimo oziroma jih gojimo. Ne? In v podjetjih ogromnokrat vlagamo enormne količine časa in truda v to, da zgradimo dobre odnose. Potem rabimo pa samo enega, ki lahko to uniči hitro. In ravno zaradi tega je tak apel tudi v podjetjih, da je treba se o tem pogovarjati, da je treba o tem govoriti in graditi kulturo. Zdaj mi pričakovati v podjetju pa reči pa napisati na steno spodbujamo, ne vem, tovarištvo, kolegijalnost, dobre odnose, odprto komunikacijo ni dovolj. To je treba dejansko razumeti, da ljudje pridejo v podjetja, konec koncev iz družine nekaj prinesejo, saj tudi mi smo se kot majhni naučili komunikacije. Kot je Matic rekel, ali smo se jo naučili, ali se jo nismo naučili, ali smo se naučili samo poslušati, ali je dovolj samo ne vem, ne znam, brez veze, ali smo vse to sabo prinesli tudi v ta kontekst. Spet nimamo druge obleke za v službo. Tako da ogromno je treba vlagati v komunikacijo, o tem govoriti, seveda pa prvi v podjetju, ki mora biti tisti, ki je model prave in dobre komunikacije, vsekakor vodstvo. Tako da veliko poudarjamo na komunikaciji v vodstvu. Jaz razumem, da so eni ljudje bolj ekstravertni, drugi bolj introvertni, da je nekateri morda težko v stvareh govoriti, da ne znajo, da se niso naučili, ampak to so vse veščine, ki se jih da razviti in se jih da naučiti, predvsem pa spodbujati. Zdaj samo pričakovati, da se bo pa nekaj razvil, zato ker smo pa tako napisali si v nek kodeks ali pa pravila, pa ni dovolj. In tudi parkrat se včasih se v podjetjih bojijo, česa povedati, ne zelo podobno kot v družini, zdaj se pa o tem ne bomo pogovarjali, ker imamo težavo ali pa imamo nasprot sebe nekoga, ki je naš nadrejen in zdaj se mu jaz ne upam povedati, zaradi tega, ker on izhaja iz vidika moči, pa bom raj tih. Pa to ni dobro ne zame, da jaz svoje želje, interese, ideje ignoriram, hkrati pa tudi ni dobro konec koncev za podjetje, če mi vsi sledimo samo nekomu, tako da poznamo tudi veliko podjetij, gotovo najbolj poznan med temi je Google, ki celo spodbuja določeno število konfliktov, ki so sicer kontrolirani, ki so sicer predvideni vnaprej, oziroma predvideni, inicirani vnaprej in hkrati se vključuje potem v to ljudi, da jih znajo te konflikte rešiti, ker konflikt ni nujno slab. Čeprav na začetku lahko pomeni neko frustracijo, nek strah, negotovost, jezo, ne nazadnje, ampak na način, ko znamo čustva nadzorovati, ko znamo uporabiti bolj racionalne misli, se da tudi te konflikte na zelo lep način rešiti in vsak konflikt potem pomeni tudi rešitev. In rešitev pa pomeni lahko za podjetje tudi nek napredek, neko rast. Tako da jaz vedno pravim, ne se bati konfliktov. Razmišljamo raje, kako naučiti zaposlene, da se v konfliktih pogovori in zopet ne zignorira ali pa morda celo reče, sej nima veze ali pa se jih reši z vidika moči, zdaj pa direktorja poklica, pa naj on odloči.
kom pa ve, a ne. Ravno tako kot z otroci se je tudi v podjetju treba pogovarjati, odpirati stvari, odpirati teme, deliti svoje misli, predvsem pa ne, se tudi v odnosu starš, otroke verjetno avtoriteta tistih, se ne bom zdaj upala vsega povedati, tudi velikrat si mislim, kaj pa zdaj to pomeni za mojo kariero, pa bom raj tih, pa bom raj počakala, da se ona dva zmenita, pa bom jaz pol ta dober del pokasirala, tako da ni pa to najbolj dober za samo rast podjetja oziroma uspešnost in konec koncev tudi za osebnostni razvoj oziroma dobro počutje posameznika, tako da komunikacija je temelj tudi v podjetju in je temelj vsakega odnosa. Hvala lepa. V Sloveniji mislim, da je več kot 86% podjetij družinskih podjetij. In zdaj me zanima, kaj pa narediti v primeru, da se vodstvo, to so načeloma lastniki, odločijo, da bodo vložili nekaj denarja v to, da bodo izobrazili na področju komunikacije svoje zaposlene, serviserje, monterje, ličarje, marketingarje, tržnike, komercialiste. Oni pa nimajo časa. Oni imajo pa preveč drugega bolj pomembnega dela in oni sami pa na ta predavanja, ki jih recimo ti izvajaš, ne bi zdaj šli, mogoče kdaj, zdaj pa ne. A se sploh da v podjetju karkoli premakniti, izboljšati neko klimo, spremeniti organizacijsko strukturo, če se vodstvo za to ne odloči? Je težko se pa da tudi kaj narediti od spodaj gor, ne samo od zgori dol, je pa seveda in veliko učinkovitejše in hitrejše, če se to seveda začne ne zgolj in samo iniciativa od zgoraj, ampak tudi potem neka aktivna participacija. Zdaj, pri družinskih podjetjih, velikih imamo v Sloveniji, te družinske dinamike se prenašajo, tako da velikrat pol mami pa oči, pa ni direktor, pa to, tako da je težko potem te meje pa ločnice postavljati, pa mogoče še tudi oni kaj sabo prinesejo od doma, ampak okej, na nek način je to pač treba v podjetju vzeti za okup, da zdaj seveda ne bomo šli njihove družinske dinamike reševati, ampak jaz bi raje tako rekla, že če direktor ali pa vodstvo podjetja naredi eno inicijativo v smislu, pa dobro, da izobraziti naše zaposlene, kako komunicirati, imamo malo motivacije, da lahko tudi pol njih zagrabimo. Vseeno so več naredili, kot tisti, ki se sploh za to niso odločili. Problem pa je zdaj, če oni minirajo. Se jaz poznam eno tako simpatično zgodbo, ki niti ni bila tako zelo simpatična, ker smo se odločili, kako bomo pa zdaj v enem podjetju delali komunikacijo, pa se več pogovarjali, pa interno komuniciranje, pa spoštljivi odnosi, pa tako. In potem je pač PR-ovka napisala, pomagala vodstvu napisati pismo in ker je to pismo bilo poslano med ljudi, ljudje niso bili navajeni takega načina komunikacije strani vodstva. In ker so oni videli tako zelo prijazno pismo, verjetno bi se vsi tukaj strinjali, da to je pa res tako lepo pismo, se je večina zaposlenih ustrašila, zdaj smo pa odpuščeni, ker je tako lepo začel, ker nikoli ni bila taka komunikacija. In so začeli, ker seveda ljudje pa zopet, ti zdaj poslušanja ali pa branja niso prišli do konca, so se vsi prestrašili, jaz sem pa mislil, da bomo odpuščeni, bilo fulene slabe vole. In seveda to je bila povratna informacija vodstvu pa v direktorju, šment, a smo ga pa mi mogoče malo usrali zdaj, ker smo to naredili, mar bi kar pustili tako, kaj bi bilo čisto v redu. In potem v tisti zagati, ker pač komunikacija ni bila glih najboljša vrlina vodstva, je prišel direktor in je rekel, a veste, saj to jaz nisem napisal, to je naša PR služba napisala, In pol šment, kako smo pa zdaj v bistvu zriti vse podarali, kar smo prej hoteli postaviti. Tako da takrat ni fajn, ampak še vedno to ne pomeni, da se ne da, pa če treba še en krog odteči, da spet se pogovoriti. Tako da tudi tistim, ki rečejo, veš kaj, jaz pa ne bom prišel, pa daj ti sam za zaposlene naredi, jaz pol vedno predlagam, da je čist neformalno, dajmo se malo sedeti, kakšna so res pričakovanja, kako lahko vse to v bistvu prelagamo na zaposlene, morali bi več v bistvu tudi na management. Tako da, če so že malo dojemljivi, se da, mene bolj skrbijo tisti, ki v bistvu sploh nočejo o tem govoriti. Hvala lepa. Doktor Rebolj, zanima me, koliko se vam osebno zdi pomembna komunikacija s pacientom. Vem, da imate odmerjen čas, koliko minut smete, pod narekovaji, smete preživeti s pacientom. Seveda takrat počnete tisto, kar je nujno potrebno. Koliko pa po vašem mnenju zdravi tudi pozitivna komunikacija? Ja, tisti zoglasni odmerjen čas je v bistvu neko povprečje, ki v praksi resnice ljubo prav zelo ne zaživi. Nikoli, hvala Bogu. Edina kruta resnica splošnih zdravnikov oziroma družinskih ambulant je seveda gužva pred vrati je nek psihološki pritisk. Psihološki pritisk na
osebje, sprocesirati vse te ljudi. Je pa komunikacija, poleg tistega, ki se pa mogoče se malo kasneje vrnem, je komunikacija tista, ki te tudi na nek način zmanjšuje število obiskov v ambulanti in si je pač vredno vzeti tisti čas za pacienta, ki ga potrebuje. Zaradi tega, ker se vedno se ti vrne, nihče ne bo doma s svojimi strahovi živel, ne da bi se slej ko prej obrnil nazaj, ponovadi se te težave in strahovi kvečem poslabšujejo, nikoli se ne izboljšujejo sami, če jih prepustiš sami sebi. Tako da jaz mislim, da je komunikacija izredno pomembna. Mislim celo, da je dobršen del učinka zdravljenja je odvisen od tega, na kakšen način je pacientu to predstavljeno, da se poskušaš vživiti van, kaj on pravzaprav želi vedeti. Po mojih izkušnjah marsikdo niti ne želi vedeti svoje latinske diagnoze, ampak predstavlja ga, pustimo zdaj angine, pa te razne banalne bolezni, ampak ga bolj skrbi, ali bo to bolelo, ali se bo to pozdravilo, koliko časa bo to trajalo, kaj bo to za njegovo, ne vem, za njegove lastne pričakovanje do življenja pomenilo. In ne vem, imaš lahko bolezen, ki se pač zdravi tudi 5 mesecev, ampak jo pacienti razmeroma dobro tiste svoje bolečine prenašajo, če vejo, da jih bo slej ko prej konec. Če ga pa ti probaš tam okrog prinesti in odpikati, malo pojej tele tabletke, pa sej bo, pa pride nazaj, ga odpikaš na fizioterapijo, ker tudi veš, da sicer ne bo nič pomagalo, ampak imaš pač spet en mesec miru in pol spet pride in pol pač slej ko prej vas krog specialistov daš naokrog in on je spet nazaj pri tebi in potem nimaš več se kaj izmisliti pametnega. In je pač, ne vem, jaz to razumem bolj v smislu, da je vredno razložiti, glejte, to, poskušati razumeti, kaj pacient pravzaprav od tebe pričakuje. Mora razložiti, glejte, to traja dolgo časa, večinoma to, ne vem, posledic ne postiček, seveda ne. Zdravi se tako in tako, če to ne bo uspešno, ima v te in te alternative. Pacient ima do določene svede, vedno ima možnost soodločanja, ampak včasih ni zdravljenje samo neka enoznačna stvar. In eni so, ne vem, eni lažje prilagajajo življenjski slog, eni pač lažje počnejo kaj drugega. Pa seveda, da imajo na koncu neko časovnico, kdaj se bo pa ta njihova težava razrešila in kaj bo to zanj pomenilo takrat. In to je precej boljše, kot da rečeš, ne vem, križobolja, bolečina v križu je ena taka znana diagnoza, ki bolj ne vemo, od česa pride in kaj je treba s tem narediti. Lahko ga nafilaš, pa reče, sej bo, pa bomo dali malo slikati, če ne boš čez en teden, ali pa se mu pač pove prosti, če ne boš telovadil, pazil na držo, če ne boš shujšal, te bo pač bolel celo življenje, sorry. Ampak smo pa tudi pacienti, v zadnjem času se zelo izobrazili že tudi na področju medicine. Imamo le Google, pa če nič na Google ne najdeš, greš še na Yahoo pogledat, koliko pa jih je takih, ki že pridajo z neko diagnozo vnaprej postavljeno, samo preveriti k vam oziroma potrditev, če je to. Doktor Google, po drugo mnenje, Doktor Google je en hudobnež, on nikoli ne reče, ti si cool, on vedno reče, tepe nekaj groznega in ali, če že ne boš umrl, boš pa saj ful trpel. Redko kakšen pride s kakšno strašno pozitivno novico tega doktorja. Tako da jaz ga imam sicer rad za druge stvari, ampak za medicino pa ne najbolj. Ljudje kar surfajo po netu in imajo tudi diagnoze, praviloma grde in grozne, pa k sreči praviloma tudi narobe. Tako da meni osebno sicer ni moteče, ampak je pa to moteče bolj za sami paciente, zato ker so velikokrat po nepotrebno prestrašeni, imajo neke čudne predstave, nekih zdravljenih, nekih diagnostikah, ampak se mi zdi, da tle smo spet nazaj pri komunikaciji, da se da, ne vem, če si ti tudi strokovno seveda toliko suveren in če si ti probaš razumeti njegovo stisko, zakaj pravzaprav on šel štefnati po tem zloglasnem Googlu, se da nekako sprocesirati tudi tisto njegovo samodiagnostiko in prepeljati, gledajte, to zato ni tako, ampak, tako da veš, vse v končni fazi, recimo v zdravstvu približno vemo, kako Google na splošno te spletni brskalniki, kako funkcionirajo in kaj so tiste rezultati, ki ti jih ven dajo in raven tako, kako pacienti to iščejo, tako da tukaj so eni rekli, mene ful obremenjuje, ko pride mi pacient že z napisanim listkom, ne vem, meni osebno to nekaj zelo
ne bremeni, se mi zdi čisto pošteno, da ti pacient zaupa do te mere, da ti to pove, da je tam brskal in ga je zdaj na smrt strah, ker misli, da umira, v resnici pa nekaj strašno absurdnega, banalnega, ampak pomaga, če ti on zaupa in pol, če greste skupaj čez tisto, kaj je on prebrskal. Tako da, ja. Krasno, hvala. Jasna, nisem prepričana, če ne bova ostali samo pri enem vprašanju, ker se mi zdi, da je tako zelo široko to, kar bom vprašala, oziroma je lahko obširen odgovor. Kako slišati sebe in kako poslušati druge? Da res slišiš in sebe in druge. Jaz lahko povem samo, kako jaz to počnem, da ne bom pametovala. Jaz sem rasla gor na način, včasih je bilo to vse drugače, ne. Mi majhni otroci se nismo smeli kaj veliko pritoževati, pa oglašati, pa vedno je bilo bolje biti tiho, a ne, ampak ko sem imel skozi ta notranji glas, pa zakaj moram biti tih, pa zakaj to mora biti tako? Saj veste, tista noter, ki se pa zbudi potreba, da si slišan na nek način. In recimo, jaz sem imela eno svojo tehniko, da sem si skozi nekaj pol govorila sama sebi, da sem vse to dala ven, da sem povedala, a ne, najprej staršem, pa tudi kdaj kakšnemu učitelju ali oziroma takrat so bili še tovariši in tovarišice, v izmišljenem jeziku, tako malo sem omlala. Tako da to nekako je meni kar pomagalo skozi življenje, da sem lahko samo izrazila to, kar je bilo znotraj mene in sem želela, da je slišano in sem slišala sama, a ne. Zdaj seveda pol v partnerstvu to zgleda tako nekako, ko pomivaš posodo, pa momlaš, a ne. Pa te vpraša, kaj si rekla? Nič. Tako nekako. Predvsem pa, kar nekako sem jaz zase razumela v svojem življenju, je to, da je zelo pomembno, da tisto, kar doživljam, je moja resnica. Jaz to tako doživljam, a sem žalostna, sem vesela in ne vem, zakaj bi bilo narobe to izraziti. Seveda primerno, a ne, ker glih ne moreš dovoliti, da iz tebe v trenutku jeze pride zmaj, ker zmaj nikoli ne bil nič kaj prijazen. In zato sem se naučila malo te svoje potrebe izraziti na drugačen način, a ne. Super mi je, kadar sem sama v avtu, ko lahko vsem povem vse, kar želim povedati, zato da se potem pripravim na to, da jih lahko tudi slišim. Ker, ne vem, včasih sem raje govorila kot poslušala, potem, ko sem se izobraževala za coacha, so nas trenirali, kako poslušati, pa se mi je zdelo tako smešen, zakaj moram jaz plačevati za nekaj, pa oni mene nekaj sprašujejo in pa moram jaz poslušati, kaj oni odgovarjajo in pa nekako pa prideš v življenju do enih prelomnic, ne, ko vidiš, da si mogoče lahko malo zgrožen sam nad sabo. V kakovosti poslušanja, v kakovosti tega, kaj sploh slišiš, da v resnici pogledaš neko refleksijo samega sebe, narediš, kakšne imaš komunikacije z drugimi, ali res slišiš njih in njihovo potrebo, o čemu govorijo, ali poslušaš neko svojo idejo in iluzijo tistega, kar ti predvidevaš, da bi ti naj ta oseba povedala. In meni se je to zgodilo, ker je 10 let nazaj, ko sem začela zelo intenzivno potem delati tudi druge stvari, meditacijo, čuječnost, gurdžive plese recimo, mi ful pomagajo pri ravnovesju. In nekako pa priješ do tega, da v principu v življenju je pomembno najti ravnovesje. Ne v drugih, noben drug ti ga ne more dati. Tako super bi bilo, ne, da bi obstajala ena tehnika, ti nekdo reče, glej, to delaj recept in zdaj boš jutri v svojem balansu ali pa tabletka recimo, ne. Ampak ni. In se mi zdi, da je to nekaj, o čemer moramo ves čas razmišljati, biti pozorni ves čas, kaj počnemo, sprejemati odgovornost za svoje besede. Kolikrat se je meni zgodilo, ker sem nekaj kar bleknila. Nisem takrat razmišljala, sem s tem, kar sem bleknila, nekoga prizadela. Ampak pol začneš razmišljati tudi o tem, da vse, kar rečeš, vse, kar narediš, lahko nekomu na drugi strani polepša ali pa uniči dan. Pa zdaj smo to naredili hote ali ne hote, sploh ni pomembno. Ne? In s tem zavedanjem se mi zdi, da je tisto ključno, kako prihajati, a ne do tega, da boš boljši v poslušanju. Tudi poslušati svoje otroke. Meni je bilo všeč prej, ko je Matic povedal, mi se ne pogovarjamo.
Poglejte si svoje življenje, generalno gledano, ljudje se sploh ne pogovarjajo. Jaz sem včasih rada sama na kavo, ne, tako rabim malo ta svoj odklop, nisem ravno ekstrovert, čeprav vsi vidijo v meni ekstrovert, ampak jaz rabim svojo tišino. In včasih, ko poslušam to so taki, en govori eno zgodbo, drug govori drugo zgodbo in ona dva sta zdaj kao se pogovarjata, a v principu vsak govori svojo zgodbo. In pa sta ful vesela, da sta se oba dva na nek način spucala. In enako je pri otrocih, a ne, ko opazuješ, recimo, ja, čas je treba vzeti, ustaviti se je treba. Mi bi pa radi v eni komunikaciji rešili svet. Z otrokom, v službi, v poslu, v partnerskem odnosu in ne gre. In tudi drugi ne bo nič za to naredil. Daj mi kak učenec reče, ne? Ja, pa zakaj se moram jaz trenirati? Ker sami lahko spremenimo svoj pogled na to. In pol, pa ko začneš slišati, ker to je najprej trening, glejte, vam ne bom lagala, da je to nekaj, kar dobiš ali ne dobiš. To je trening, to je veščina. In se začneš trenirati in potem začneš slišati več, začneš slišati najprej besede, potem začneš slišati tisti ton, ki je, potem slišiš energijo, ki je za besedo, potem slišiš skrito sporočilo, ki je za besedo. Ne? In začneš slišati ful enih stvari in tu kar naenkrat ful zvokov. In istočasno moraš svoje, odganjati, ker tudi ti so skozi s teboj in kar napadajo in kar prehajajo. Tako da ni tako enostavno, ker rečemo, bodi prisoten, ustavi se, zdaj pa poslušaj. Je treba ves čas biti zavesten, jaz bi temu rekla zavesten. In se učiti na napakah, ki jih bomo delali skozi, mislim, se hvala Bogu, se zato se učimo, da bomo boljši. Ampak ne ponavljati napak, to se mi zdi ključno. Da če že nekaj rečem, da bom, okej, v redu, ni mi šlo, v redu, nič narobe, če mi ni šlo. Hvala Bogu, da se nisem rodila, da vse vem in znam, zaradi tega, ker je pa lahko moj jutri lepši in boljši. In potem vsak dan tako naprej. Je pa to težja pot. Sam je lepša. Tako. Super, hvala lepa. Zdaj bi pa jaz še vas pozvala, da zastavite kakšno vprašanje, če koga karkoli zanima, kar pogumno, prosim. Izvolite. Najlepša hvala vsem, 4-5. Jaz sem se lahko poistovetila pač v bistvu z vsem, kar je bilo povedano in sem se prepoznala v vseh situacijah. Kar bi pa rad, in tako zveni zelo romantično, v smislu, kako bi bilo fajn, ko bi mi vsi to, jaz ne vem, je to resnično možno. Zdaj, dejstvo, da živimo, kakor živimo, je tudi naša, mislim, odgovornost, zdaj v narekovajih, ker vsi prispevamo k temu. Zdaj, ne vem, zdaj ta tehnologija in ta razvoj, kako bomo mi lahko sploh to dosegli, o čemer se danes tukaj pogovarjamo. Hvala. Kar se tiče tehnologije, je dejstvo, da bo to verjetno šlo še v hujši razvoj. Se pravi, je to eksponencialno, tega ne bo noben ustavil. Se pravi, s tem bomo morali živeti. Da se to vse konkretno, mislim, da gremo čist, meni je fajn, ki je Jasna rekla, jaz isto prisluškujem sicer pogovorim ljudem in podam kar slušalke, ker mislim res, kako je to banalno. To je ta Sokratovska, to pa je Sokratovska anekdota, ker nek učenec prišel do Sokrata in rekel, moram ti nekaj povedati in potem on rekel, a je to o drugi osebi, a je resnično in ali je za njega dober. In ko je rekel, nič od tega, rekel, ne govor mi tega. Ampak mi ogromno, 3/4 časa v bistvu tračarmo. Od drugih, kaj je nekdo nekje prebral, kar je to na novici, kar nima nobene veze z mojim življenjem. Odgovornost ste rekla, ne? To je pač na vsakmu, ali obrneš to. Zdaj, kako pa to konkretno je pa, ne vem, mislim, zvečer v družini je pač izbira, ko se cela logistika konča, o 5-6, je pač izbira. Reality show. Kot družba smo sestavljeni iz posameznikov. Družba zame ne obstaja. Družba je, to je simulakr posameznikov, ker družba kot entiteta, smo pač, ja, lahko je politično, ampak zelo recimo z tega podijuma, ko smo danes, da bi nagovorili odločevalce,
Mediji, ja, mediji so pravzaprav res izjemno pomembni, ker to, kar pač trenutno prinaša klike, so stvari, ki nimajo nobene veze z mojim življenjem. Prinašajo pa denar. Zato je toliko malo lepih zgodb, ki so pa tako zelo ljudske, preproste, ampak ki dajo neko, ampak te ne prinašajo, zato ker niso odzivne. Bolj je fajn, da se v enemu Big Brotherju dva sklofata. Ampak to nima nobene informacijske vrednosti za mene. Nič mi ne prinaša. Zdaj, kdo bo to obrnil? V tem primeru so to lahko lastniki medijev, če govorimo o medijih. Za počutje v naši celi družbi pa so pač žal odgovorni politiki. In to je politika. Tudi v starogrškem smislu, ki je bilo to delo za dobro skupnosti. Ne korupcija. Sam zdaj, jaz iskreno zelo dvomim, da bom to doživel. Tako, naša naslednja generacija je pa zelo perspektivna. Mladi ljudje zelo drugačni, zelo fajn. Veliko bolj fajn, kot smo mi. In ker je Jasna ravno rekla, to me je res bodlo. No? Ampak jaz vidim, da partnerji med sabo se ne pogovarjajo. Delijo si, ne vem, logistične stvari. A imamo dosti denarja za plačati položnico, ker je sicer nujno, a smo šli v štacuno kupiti kruh pa mlek, ker je sicer nujno. Banalnosti. Človeški jezik, tudi slovenski jezik, je čudovit, omogoča toliko detajlov izraziti mojo notranjost. Sam, če se potrudim. Skozi umetnost, smo začeli z umetnostjo, skozi poezijo, literaturo, skozi izrazno umetnost. Ogromno stvari se da. Ampak mi to kar zanemarjamo in res živimo tako zelo, tako da na družbenem nivoju sem pa jaz pesimist. Žal. Zato, ker vas je tukaj dovolj, koliko imam jaz izkušnje pa in ti si rekla recimo v podjetjih in je zelo malo ljudi motiviranih, da bi iskreno se lotili. Mal so, fajn, da so, ampak jih je mal. No, tako. Vse je bilo rečeno, mislim, vse bi rad zelo eno tabletko, no, ampak ne gre. Ne. To so res procesi. No, mislim, pač, ne vem, tako, jaz kot psihologa je meni to šokantno, da večina ljudi ne razume, da smo mi zelo zapletena bitja in da to vse skupaj traja čas, da ne moreš z enim predavanjem recimo rešiti. Ne. Ampak da je brez mislim, super je, da smo takole, ampak stvari se začnejo tam zunaj, ker greste v svoje življenje, ker boste imeli svoje ljudi. In to vsak dan. Ne, mislim, se je tako kot trening nečesa. Ne morem jaz reči, da bom jaz, ne vem, Krilka Štuhec vozil smuk, samo zato, ker razmišljam o smuku, pa gremo sledič na dile. Ne. Mislim, je treba trening je bil omenjen. Ne, tako da, ne vem, tega je prosti. To, ki se vidim, zelo malo vidim in je fajn taka akcija, malo motiviranosti in pripravljenosti vlagati v to. Ampak je mogoče več vlaganja v materialno, tisto, kar se lepo vidi, to meni je optimistično. Sorry, zdaj sem pa ful. Je malo cajta? Še kakšno vprašanje mogoče? Prosim. Podamo mikrofonček. Kot mamica dveh predšolskih otrok, no se je Jasna že malo prej nakazala, mi zdaj zelo veliko govorimo o čuječnosti, o poslušanju, v bistvu vse otroke se veliko posluša in jaz imam vprašanje, ali se lahko jih preveč posluša, v smislu, da bi mogoče potem oni zaradi tega postali slabši poslušatelji, in ali v bistvu jim s tem dajemo kot nek vzor, da lahko poslušaš. No, to me malo skrbi, ker se mi zdi, da povedati znajo, poslušati pa malo manj. A to je moja tema. Meni se je Polona začela s tem, da dobra komunikacija je dvosmerna, vključuje dva človeka. To ne pomeni, da bi zdaj, se pravi otrok, to malo deluje, kot da bi jih malo razvajali v to smer, ne, da lahko. Tudi oni morajo nas poslušati. To je 1-1, to je 50-50. Zato sem rekel, da iskrenost je v tem, da če je tebi hudo, zaradi nečesa, kar se je zgodilo, to skomuniciraš do otroka in ga učiš, da tudi posluša. Ni mi lahko, ker si se stepil z nekom. Hudo mi je. In poslušaš nazaj. 1-1. Ta ping-pong je tudi za otroke velja, nič drugače. Ne? Se pravi, ni, to je potem, če hočemo pri njih zbuditi, to, da bodo, ena mamica fajn rekla, no, želimo vzgojiti spodobne odrasle ljudi. To je lepa, spodobne. Tako, etične, ki vejo, kaj je prav, kaj je narobe, ki znajo. Ne? Zdaj, če je to cilj spodoben odrasel, pomeni, da bo spodoben sejati ta ping-pong. Ne? In se to začne že pri 4-letniku.
Ja, fajn, poslušamo. To je, veš kaj, jaz mislim, da je to bolj odmik iz tega, ker je bilo rečeno, v naši generaciji se je veliko manj poslušalo. Ne? Tako, da bi nihalo za njihov. Ja, je ta nevarnost bi bila, ne? Ampak recimo, da se bo to enkrat umirilo, da je pač to, da je ravnovesje in išče se ekvilibrum, se išče ravnovesje. Jaz bolj mislim kot cela družba, ne? In starši in učitelji in vsi zdaj zelo poslušajo v tem smislu. No? Težji je ta drugi del, da morajo še oni poslušati, samo to. No? Mislim, da mi smo zmešani glede tega, ker ne vemo, kam bi šli. To bi bilo zelo dobro, če bi se na enem, ki ste ravno vi rekla, če bi na enem takem malo drugačnem panelu se končno enkrat konsenzualno zmenili, kam sploh hočemo jeti. Ne? Ker seveda, ja, zato je to, zame je to nihalo, no, to je mene en profesor naučil, ki gre lahko nihalo, dokler se ne umiri, ni. Ne? In smo imeli družbo z veliko več nasilja in veliko več žaljive komunikacije do otrok ali pa izločanja, jo imamo manj, ampak včasih lahko zanihamo tudi v drugo. Ne? Tako, te zdravega razuma pa tukaj malo manjka. Ne? Ja, v resnici je to, a ne, zdrava kmečka pamet. A ne, vsi smo enako pomembni. Tako jaz razmišljam, ampak jaz recimo se spomnim, ko je bila moja Sara majhna, pa ne vem, nikoli se nisem z njo pogovarjala, da je zdaj otrok, a už papcala, a už to, a už uno. Pa ful napak sem naredila kot mama, da se ne bo zdaj slišala, da je ful vem, ne. Ampak kar sem se naučila je, recimo, ne vem, koliko je bila stara, mislim, da je bila tam nekje 2 leti pa pol ali 3 leta in ji rečem, a veš, da te imam rada? In ona meni reče, mami, pol mi pa to povej. In mene je takrat zmrazil. In to je tisto, kar sem rekla prej, ne, da si zgrožen pol sam nad sabo, kako komuniciraš. In pa se iz tega učiš, mi se lahko od otrok tukaj naučimo, toliko nam lahko dajo. Pa včasih sledimo nekim idejam, kaj je prav, pa kaj ni prav, kaj je napisano, včasih je bilo tako, zdaj je tako. V principu je fajn malo slišati sebe. A ne? Ker mi vemo, noter, če se res slišiš, a ne, veš, kaj je prav. Ne pa, da jaz delam tisto, kar mislim, da bo prav. Ali da poskušam biti taka, kot mislim, da bom boljša zaradi ne vem kaj. Pa vsi smo šli čez vse te faze, eni smo še v fazi, eni smo na začetku, eni smo na koncu, ampak to nekako je življenje. A ne? Tako da ja, in družba, točno to, družba, veste, prejšnji teden sem prebrala na Facebooku en dober citat, pa sem ga na enem treningu povedala, pa smo ga zapisali. Težko je, ne, nemogoče je rekel ponos. Težko je rekla izkušnja. Poizkusi, je reklo srce. In jaz mislim, da tle vsi pademo, a ne? Ker se ustrašimo pri nemogočem ali pa pri težko je. In pa si vzamemo priložnost, da bi sploh poizkusili, da imamo izkušnjo, da vidimo, kaj nam lahko ta izkušnja prinese. Pa sledi integracija. Tako. Hvala lepa. Zdaj, jaz verjamem, da boste vi na voljo za še kakšno vprašanje, ne? Ampak bomo najprej ta uradni del speljali do konca, če se strinjate. Z Matejo smo začeli in z Matejo bi na nek način zaključili. Mateja, prosim. Zdaj začeli smo s petjem, ne? Ampak zaključevali pa bomo z eno vajo z zvokom, ki se jaz zelo veselim. Res je, hvala lepa, Polona. Začeli smo torej z zvokom. Ja, zvok je tisti, ki je, Polona, sedaj jaz samo povem, zakaj pri meni je tako pomemben, ne? Pač pri meni je bil tale slogan Ustavi se pri 21 letih, ko me je preprosto življenje ustavilo. Bila sem zelo aktivno dekle in ob prometni nezgodi se je meni takrat za 360 stopinj in še več pač obrnilo življenje. In ob izjemno zahtevnih medicinskih postopkih, izjemno uspešnih, bom rekla res, sem jaz v kombinaciji z zvokom in še z ostalimi mehkimi pristopi prišla do tukaj, kjer sem danes. Preveč bi govorila, če bi vam povedala, kaj vse je v teh 15 letih za menoj. Ampak preprosto me je torej ob tem, da sem se ustavila in pomislila, kako zdaj naprej, vedno znova ob hkrati pacih, ker vemo pri izjemno zahtevnih medicinskih postopkih in številnih operacijah, je moj primarij vedno rekel, Mateja, veš,
prišla bova na tisto goro, ampak bodi pripravljena, da vmes so hribi in doline, ampak prišla pa bova. In jaz sem rabila slišati, je bil v bistvu placebo efekt, samo ta zdrži. No in pa moje petje. Delček ste slišali na začetku. Jaz sem si ves čas ob vseh postopkih v bolnici danes vedo pela. In tako se naenkrat niso razvijale določene bakterije, ki smo vsi pričakovali, da se bodo. Pa se niso. Tako da že tako sem začela raziskovati poglobljeno učinke zvoka, čisto na fizičnem nivoju. Vemo, da so tudi znanstveno dokazani učinki, naprimer Mozartov efekt, kako zvok dobro deluje na naše počutje, na uravnavanje naših čustev, da lahko tudi, v bistvu, če lahko uporabim, skoraj zdravimo ta izraz, ali pa nagovorimo svojo dušo. Jaz sem ob vseh postopkih, ob vseh prijemih, ki sem jih uporabila, zato da poznam široko področje človeškega delovanja, torej čim bolj uporabila ta zvok, s holističnimi inštrumenti in pa petjem. Te danes najbolj uporabljam v službi, res sem hvaležna, da me je življenje pripeljalo v terme Olimia v Podčetrtek, kjer skupaj gradimo zgodbo selfnessa. To so pristopi, s katerimi pomagamo našim gostom, da prevzamejo odgovornost za svoje življenje in da ozavestimo sebe, kar je bilo danes že povedano. To so koraki, ko je komunikacija z medicino lažja, bomo rekli. Torej podaljšana roka wellnessa, da že zjutraj začnem dan z tem, da grem nazaj k sebi, vem, kako diham, vemo, naprimer, že sam dih je sicer avtomatski proces v našem telesu, ampak je zelo pomembno, da se ustavimo in pomislimo, kako dihamo. A je res, se strinjate? Ja, torej, naprimer to, potem plešemo, imamo naprimer tako imenovani pleš čaker, pomeditiramo, izvajamo vodno meditacijo, gre za lahkotno, izjemno simpatično gibanje v vodi. Z gosti gremo veliko ven, v gozd naprimer, in pa se vsak dan ustavimo, tako da izvedemo hišni ritual, tako mi zaposleni kot naši gostje. In to je bilo rečeno, kot že napovedano, torej, da izvedemo skupaj, tako da če ste za to, vas vabim, da vsi vstanemo. In sedaj postavite roki v sončni pletež, dlani podrgnemo med seboj, jih dobro zagrejemo, rečemo, kot da se pripravljamo na tekmo. Še malo, močneje. In zdaj spustimo roki ob telo, stresamo roki oziroma dlani in zapestja, prste. Jih počasi ustavimo, dovolite, da se sami roki ustavita. In sedaj občutite, kaj se dogaja v dlaneh in zapestjah oziroma prstih. Kaj čutite? Čutimo mravljince, tako se torej aktivira naša vitalna življenjska energija. Sedaj pa postavite najprej desno roko na svojo prsnico, drugo roko, počasi zaprete oči. Občutite svoj notranji mir. Rečite si, rad se imam, rada se imam in spoštujem se. Še nekaj trenutkov ostanite v tem svojem miru.
In sedaj počasi odpirate oči nazaj. Se najprej nasmehnete sebi in nato nasmehnete sosedu, ki je poleg vas, in spustite roki navzdol. Hvala lepa, Mateja. Še kaj sem jaz? Še eno pesem, ok. Potem se vam pa jaz predtem samo zahvalim za današnjo družbo. Hvala tudi vsem ambasadorjem in govorcem za vse besede, za vse razlage. Hvala lepa še enkrat Anji in Andreji, ki sta vse skupaj pripravili, in seveda celotnemu projektu Med over Net. Mateja, izvoli. There can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. They don't always happen when you ask, oh. And it's easy to give in to your fears. But when you're blinded by your pain, can see a way straight through the rain, a small but still resilient voice says hope it's very near. Oh, there can be miracles when you believe. Though hope is frail, it's hard to kill. Who knows what miracles you can achieve? When you believe, somehow you will. You will when you believe. You will when you believe.